Okay. V tretji fazi, torej poslovno čiščenje oziroma serious business cleaning, je pravzaprav ta tretja faza, kjer dejansko začnemo čistiti stvari potem, ko jih ozavestimo. Ljudje delamo v življenju največjo napako, ko nekaj hočemo na hitro izčistiti. In potem vidimo, da več kot pol zdravih stvari vržemo v stran. Zato nikoli ne smemo reagirati na prvo žogo. Vzeti na znanje, ampak vzeti potem tudi čas za premislek. To je isto kot, ko spoznavamo nove ljudi ali pa nove življenjske situacije. Ne? Nam je v štartu jasno, pa začutimo, kdo je pred nami, kaj lahko se z njim, kakšno sodelovanje ali karkoli, ne? Oziroma sploh dobimo občutek, ali z nekom delati ali ne. Ali pa poslovne ideje, poslovne priložnosti, karkoli. Skratka, to nam je jasno v prvih 90 sekundah. In v prvih 90 sekundah nam je to jasno zaradi tega, ker je telo reagiralo na ta način, ker je ves adrenalin in vse usmerjeno naprej. Ampak to ne pomeni, da moramo pa v tistem trenutku že sprejeti odločitev. Mi moramo to vzeti kot eno veliko naznanje, potem pa se nekaj časa vzeti za premislek. Ne pustiti, da našo podzavest preplavijo tuji scenariji, tuje zgodbe, ne? Pa neka prepričanja, ampak ostati zvesti pri tisti situaciji, ki smo jo v štartu zaznali, ampak jo potem aplicirati na različne zgodbe. Mi res lahko imamo na neko osebo negativen odziv, ne? Ali pa nam vse lučke se svetijo, ne, sto pa boljše, da se ne sodelujemo, ne? Lahko pa je v neki situaciji pa zelo dobro. Lahko nam neko situacijo reši, lahko napredujemo zaradi nje, ne? Ampak moramo vzeti na znanje, da se pa ne smemo zapletati. Delodajalci delajo največje napake takrat, ko nekoga zaposlijo s točno določenim namenom. Ampak take osebe je tudi treba točno za določen čas zaposliti, da se reši projekt, ne? Jaz pri sebi vem, ne? Če me najame podjetje za rešiti krizo, bom jo zelo dobro rešil do situacije, ko je rešena. Če nekdo hoče, da še jaz ostanem v firmi zato, da bi mu vodil naprej, ne, bom kontra obrnil, bom pa spet krizo povzročil, zato ker poslovno je pač to moja frekvenca, da rešujem. Iz ene točke v drugo peljem, ne. Ko je nekaj dobrega, potem ni več tam moje mesto, govorim poslovno, ne. In tega se mora vsak zavedati, ne. Če bi z mano nekdo sodeloval, ker hoče reševati krize, bomo super sodelovali. Če bi pa nekdo rad z mano sodeloval, ker pač mu je fajn, pa lahko nekaj razvijamo, tam pa ne rešujemo krize in ne bo dobra situacija, ne. Pa ne zato, ker bi kaj hotel, ker enostavno to ni pač v moji naravi, ne. Toliko sem sam sebe dobro spoznal. In zato mi moramo sebe najprej poznati dobro, ne, da vemo, na koga lahko na kateri nivo spustimo. Nič ni narobe, če imamo določene osebe samo za to, da kavo pijemo, z nekom samo poslovne stvari pogovarjamo, z nekom pač različne stvari. Mi si moramo določiti frekvenco, ne, oziroma nivo. Ne pa, da kar za vsem vse odpremo, pa gremo pač udri brigo na veselje, ne. In zato je v bistvu, jaz osebno ne priporočam tega druženja, ne, poslovno pa privat. Zato da se to preveč meša. Tisto, ko podjetja najprej do 3 delajo na polno, ne, zdaj pa gremo na pivo, potem pa so do 10 večer, ne vejo za sebe. Ogromno tega obstaja, ne. Tega, ja, druženje v smislu, da se povežemo, da se boljše spoznamo, kot so team buildingi, pa boljša komunikacija, ne, ampak tega privat stvari pa ne mešati, ker potem vse zmešamo na koncu. No in ravno ta tretja faza o tem govori. Spravi, ko
ko smo v drugi fazi vse zložili pred sebe, pogledali naprej, v katero smer gremo, je zdaj čas, da ko smo v bistvu dozoreli, ne, mi pa več kot 3 tedne ne smemo puščati, da stvari stojijo. Ker vse, kar je že po 21 dneh, ni več tista prvotna informacija, zgubijo se stvari. Skratka, mi najkasneje v 3 tednih moramo sprejeti odločitev. In potem se pač tega držimo, ker vemo, da je to neka stalnica potem. No in ko to 14 dni analiziram, oziroma tak, ne, to ne sme biti zdaj 14 dni, da nam mi predal, potem nič ne razmišljamo, pa če bomo, ker smo si dali alarm čez 3 tedne, kaj pa zdaj moramo pa neko odločitev sprejeti, ne. Mi moramo se te 3 tedne ukvarjati z mislijo, ne, postavljati v različne pozicije, pač odločitev, ki jo hočemo sprejeti, ali je to oseba, ali je to poslovna priložnost, služba, kakorkoli, ne. Ko vam pride v življenju situacija, ko morate v trenutku sprejeti odločitev, ne, zdaj ja ali pa ne, je pa mogoče včasih dovolj 5 minut. Spravi, da vi rečete, ok, dajte mi 5 minut, pa vam sporočim odločitev. Ampak to ne pomeni, da je ta cela zgodba trajala samo 5 minut. Ampak vi v tistih 5 minutah morate za nazaj razmisliti, kaj vse ste naredili, da je prišlo do tega klica ali pa te ponudbe. Nekaj nišče ne zdaj tako, da če bi rekla mi pa z Markotom, dajmo se zmeniti, da bomo delala pa to, ne, in bomo zdaj že kar letela nekam naprej, ne. Pa smo se šele danes spoznali. Ker se pa poznava zdaj že skoraj 2 leti, ne, pa že vemo, zakaj je ta ideja prišla, ne, bomo samo pogledala, kaj smo midva naredila in kaj lahko narediva. In tako bomo lahko naredila odločitev v 5 minutah, če se nam zdaj neki razpis ali pa karkoli pojavi, ne. Če pa jaz v tem trenutku nekoga srečam prvič, pa se poznamo 5 minut, pa gremo skupaj v biznis, tega pa ne. Ker ne poznamo pa, res, da smo se mogoče oba dva našla v isti zgodbi potrebe popraševanja, ne? Ampak ne veva, kakšne smeti sva si prenesla v to novo zgodbo. Skratka, nikoli ne rečete prvič tako ja, ampak vzamite si vse 5 minut za to, da pogledate, kaj ste do zdaj s to osebo ali pa s neko skupino že naredili v zadnjih 3 tednih ali pa več. Če vidite, da je bilo dovolj argumentov, da ja, potem pa da ste že preigravali neko situacijo, potem sprejmite. Drugače pa ne priporočam. Ti pa Darko, tak je s tabo začel? Darko to ni nahod, ne? Ne. Poslal je mail, da ga nekaj imel z kolego, pa se ni več odzival. Skratka, to je tisto, kar je najbolj pomembno, ne? V tej fazi. Spravi, ko naredimo analizo, pridemo do nekih spoznanj, ne? Probamo narediti te korake v smislu, pogledamo, se pravi, da če se spet fokusiramo samo na posel, ne? Oziroma tako, preden sprejmemo odločitev, je pomembno to, da si naredimo analizo oziroma prezentacijo sami sebi. Kaj zdaj ta nova situacija pomeni v našem novem življenju? Kaj to sodi, kakšne spremembe nam prinaša v sami organizaciji dneva, ciljih, kaj to pomeni na našo novo druženje, če so to nove osebe, ne? Skratka, naredimo si en film si zavrtimo v glavi. In to je pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno. Mi na ta način, ko si naredimo to prezentacijo, zaključimo prvi del in sprejmemo odločitev.
In zdaj, ko mi sprejmemo odločitev, kaj bomo z vsem tem, kar vidimo pred sabo delali naprej, bomo slej ko prej videli, da nam naenkrat mogoče 10% ali pa 90% stvari, ki več ne bomo rabili. In smo jih samo rabili do zdaj, da so bili naša odskočna deska za naprej. In v tistem trenutku naredite backup, spravi plan, kaj boste s temi starimi stvarmi, ne smorate jih kar tako pustiti, ne? In kaj boste naredili z novimi stvarmi. In ko vidite, kaj od tega peljete naprej, ne? Potem si pa naredite prezentacijo, spravi to pa za začetek tega tretjega koraka, kako to uporabiti v narekovaj povedano novem življenju. Ne? Smo še vedno v istem življenju, ampak z novo energijo, višjo frekvenco. Ker vedno s tem, ko mi vržemo stvari v stran, ne, pomeni, da gremo v novo dimenzijo, višjo frekvenco. Vedno smo še v istem svetu, ampak okolico dojemamo drugače. In seveda to pomeni, da bomo mi zdaj v tej fazi, ko stvari postavljamo za nazaj malo, oziroma za nazaj, ko smo dejansko odvrgli stvari, naredili nove poti, pomeni popolnoma drugačna organizacija. Mi moramo že tukaj začeti sprejemati odločitve, zaradi tega, ko si naredimo prezentacijo, v katero smer gremo. Kar pomeni, da bomo najbrž odziv do nekih določenih ljudi spremenili, ampak ne zavestno, ampak sami po sebi. Mi se vedno odzivamo na podlagi neke svoje potrebe. Tu pa nekih potreb več ne bomo imeli. In si potem probate predstaviti, kaj bo to pomenilo, ko se boste drugače začeli odzivati do svojih domačih. Mogoče vas bojo malo ali pa kakorkoli bližnjih, ne, ki niste v poslovnem stiku. To pomeni, da se boste tudi v privatnem stiku drugače odzivali. Mogoče, se pravi, tudi ta scenarij si naredite, kaj to lahko pomeni. Ker mi v bistvu svojo okolico navadimo na svoje odzive, ne, in potem nas tudi tako jemljejo. Ko se pa enkrat drugače odločimo, to pomeni, da boste še bolj pogosto krat rekli ne, to pomeni, da potem še večji šok lahko doživite. Ne? Ampak glede na to, da ste vi že toliko utrjeni, vas ta ne ali pa njihov odziv ne bo prizadel, in ker ne boste dali povratne informacije, se zna zgoditi, da bo ta neka nevihta ali pa opor pri sogovorniku trajal kako minuto ali pa dve. Potem pa se bo, ker dobi isto frekvenco nazaj, na višji frekvenci, ne, da to normalno, bo se pa tudi sam streznil in bo začel tudi se do vas avtomatsko drugače obnašati in vi boste mu dali v bistvu na ta način, ga boste dvignili z svojo prisotnostjo na višji nivo. In potem v bistvu boste celo okolico, s katero ste bolj intimno povezani, začeli dvigovati na višjo situacijo. Eno v bistvu ta vaš odziv, ne? Drugo so pa te predvsem procesne poti. Ali zdaj pomeni, da vse poti, ki ste jih delali, ki jih delate skozi dan, ali so še potrebne? Ali so tudi poslovne poti potrebne? Primer, če jaz iz svojega vidika gledam, ne? Jaz sem imel lani še ne veliko potrebo, ampak sem bil prepričan, potrebo, ne, da moram čim prej vzpostaviti vse te izobraževalne programe. Da na koncu se ni zgodilo še nič, ne. Še vedno smo samo mi tu. No in zdaj sem uspel za to univerzo za mir Združenih narodov podpisati, oziroma dobil sem pismo od namere z njihove strani, ne, da inštitut v bistvu lahko začne organizirati
formalne podiplomske in podoktorske študije. Se pravi, je že neki input prišel. Ne? In zdaj očitno moram pa pustiti, ne, da se stvari same začnejo razvijati in zdaj naenkrat jaz, ko je že tu ponudbo, pa nimam zdaj te potrebe, da to moram narediti. In že ko smo pravzaprav štartali s tem programom, ne, ker ta program, preden se ta program začel, je bil pač cilj, da se naredi podiplomski študij dinamičnega modela vodenja, na katerega bi lahko prišle osebe, ki so že en poslovni vrh v življenju dosegle. Ne vem, predsednik države, svetovni prvak v nečem, pač ko nekdo pride na najvišjo pozicijo, ne, v tem materialnem svetu. In kaj zdaj? Zdaj se on začne k sebi obračati in tu v bistvu začne on spoznavati samega sebe, svoje telo, delovanje narave in vsega tega. Ne. Tak se je v bistvu pravzaprav začel ta študij, ne. In smo tudi začeli delati program. Potem je to bil takrat, se mi zdel preveliki zalogaj, finančno in organizacijsko, in tako se potem spontano začela naša skupina in se potem naprej iz tega narediti več neformalnih programov. Ne. No in zdaj očitno je bila še taka moja potreba. Ne. Zdaj, ko tudi grem sam še enkrat skozi ta proces, ne, ti procesi se v bistvu vedno v življenju dogajajo. Ne. Jaz sem šel drugo leto spet skozi ta proces, ampak bom nekaj drugega čisto. Ne. No in zdaj naenkrat te potrebe več ni, da moram spostaviti izobraževalni program. Ne. Je prišlo zdaj ta v bistvu formalna ponudba, da lahko narediti, da tudi to formaliziramo. Ne. Pač tisti, ki bo delal ki bo študiral v teh programih, so pač neki formalni pogoji tudi, ne. Ampak vse se bo delalo po principu dinamičnega modela vodenja, se pravi, da že to vključujemo. Ne. In kar pomeni, da se zna zgoditi, da bomo potem tudi to, kar zdaj greste vi, se pravi za drugo sezono, ne, bomo iz tega naredili formalni akreditiran študij. To pomeni dejansko lahko 6., 7. stopnja izobrazbe tistega, ki bi to zanimalo. In tako vse, kar sem videl, ne, če gledam po teh korakih, je dovolj samo, da se prepustim temu, da zatem to idejo v bistvu razvijam po vseh teh 7 korakih. In ko bomo mi tam enkrat februarja zaključili, ne, bo v bistvu ta ideja dovolj zrela, da se bo pa res začel ta izobraževalni program organizirati in izvajati. Zdaj govorim na mojem primeru. Ne. Vi boste tudi na svojih primerih to pravzaprav slejko prej videli, kako boste v bistvu razvijali ta poslovni del. Ne. No in to je to, kar potem morate analizirati tudi svoje procese. In ko vi v bistvu na novo postavite vse te procese, ker vse stare izločite, ne, vidite svoje odzive, se vam naenkrat zavrti pravzaprav film, to se samo po sebi naredi, ne, vaša intuicija, kam pravzaprav vas to vodi. In potem boste v bistvu videli, da boste pa ponovno aktivirali otroške sanje, ki so bile v zgodnjem otroštvu, kaj dejansko vi v resnici kot poslanstvo želite delati. Zato, ker mi se v bistvu z sanjami, z svojim življenjskim potencialom rodimo. Ampak zaradi vseh situacij, v katere smo vpleteni v življenje, od staršev okolice, ne, se toliko teh psiholoških smeti nabere, da enostavno izgubimo ta stik z namenom, zakaj smo prišli na ta svet. Se pravi, ko prvi modul, tistih prvih osebnih 7 korakov naredimo, sebe postavimo. Tukaj pa začnemo čistiti svoje poslanstvo. To lahko rečemo poslovni del, poslanstvo, hobi, karkoli. Ampak to je tisto, zakaj smo mi tu, kot poslanstvo. In zdaj boste videli, da se vam bo v naslednjih 14 dneh začelo, načeloma bi se ne začelo, aktivirati tiste vaše sanje, zakaj ste v resnici vi tu. Ne pomeni, da zdaj ne vete že, ampak bojo pa te sanje ali pa te informacije postala tako močna ali pa težka, da se vam bo zdelo to normalno. Je pa vse normalno, da sem jaz to tukaj zaradi tega. In sploh več o drugem
ne boste začeli razmišljati. Ja, vse je logično, da se mi vse to, ko bi, ne vem, 3 mesece nazaj rekli, da se vam je čudež zgodil, ne? Vam bo zdaj to normalno. Vse normalno, da se to zgodilo, vse sem na tej poti. Ampak je bilo predhodno potreba odstraniti vse te nepotrebne procese, ki so nastali pač zaradi nekih življenjskih scenarijev v našem življenju. In na ta način mi v bistvu, ko naredimo ta plan, jaz vam svetujem, da v bistvu si vzamete en veliki Sheleshammer papir in si to narišite. Nove osebe, ki vidite, novo vlogo, nove procese, da vidite v bistvu, kam na vse to gre. In ko v bistvu to zložite, ne, imate v bistvu novo svojo sliko pred sabo, svojega poslanstva, in potem bomo v naslednji fazi, torej 4. korak, je pa potem na osnovi tega postavljanje ciljev, da vidite, kam vas so to pravzaprav pelje. In tu v bistvu za ta 3. del tudi zaključujem. Ne? Se pravi, kratek povzetek. Drugi del nas je pripeljal do tega, da smo mi ozavestili, česar več ne rabimo. V 3. delu pa izločimo vse stvari, vse nepotrebne stvari in jih na novo zložimo, da vidimo, kaj pravzaprav nam to prinaša. Ne? Mi dobimo svojo novo sliko. Nimamo še pa celotnega zemljevida. Ne? In damo prosto pot, dobijo naše sanje, naši potenciali ali pa poslanstvo naprej. In tako bomo imeli nove ljudi, nova znanja in vse to pri sebi. In v drugi strani bomo imeli te svoje sanje, ne? In v naslednjem modulu bomo to združili v smer, po kateri gremo. In potem v 5. bomo pa že videli, da bo že to samo po sebi začelo delovati. Tako da tu zdaj jaz ta 3. del